pripravlja se za druženje. Pozdravljeni, dragi prijatelji, mali in veliki, in pozdravljeni mladi raziskovalci v studiu. Veste, kam se bomo danes odpravili? Na pravo pustolovščino. Ja, na skrivnostni otok prijateljstva. Jaka že komaj čaka. No, preden pa odpotujemo, seveda ne zares, pa si poglejmo, kdo je danes prišel v studio. Jaz imam tukaj otroke iz vrtca. Katerega? Vila Mojca. Že dolgo jih nismo gostili tukaj in sem zelo, zelo vesela, pa tudi Jaka. Pa poglejmo, kako jim je ime. Tukaj na moji desni strani je gospodična Mična. Nedžla. In gospodič Vuk. Na moji levi pa Julija in Nikola. Vi kar glasno govorite, da vas bojo vsi slišali, a ne? A ste dobre volje? Ja. Ste, super. Kaj sem rekla? Kam gremo danes? Na pustolovščino. Na pustolovščino. Na pravo pustolovščino. Ja, a veste kaj? A ste že vi kdaj potovali na kakšen otok? Ja, jaz sem Dajmo po vrsti. Po vrsti najprej. Julija pove. šla na Havaje. Na Havajih si bila? To je pa kar daleč, daleč je ta otok, zelo lep, zelo barvit. Kako si pa do tja prišla? Z ladjo. Z ladjo. A ves čas? Samo z ladjo? Pa sem prišla do pristanišča z avtom. Pol pa z avtom dalje. Super. Kaj pa ti? Nedžla? Jaz sem šla na jezero Paka. Aha, kaj pa kak daljni otok? Recimo na morju, si bila kdaj na otoku? Jaz sem bila na bazenu. Na basenu si bila, dobro. Kdo pa je bil na kakem otoku? Vuk, si bil ti na otoku? Jaz sem bil na Siciliji. Ja, to se tudi gre, to je tudi neke vrste otok, seveda. Ne na Siciliji, na Sardini. Na Sardini. A Na si to Sicilijo grem. Na Sicilijo pa greš, odlično. Kako si pa tja šel? Na Sardinijo, kako si potoval? Prvo sem šel z avtom, pol pa z ladjo, pol pa spet z avtom. Aha, tako. Pa ti, Nikola? Jaz nisem šel na pustolovščino, sam na more sem šel. Pa saj to je neke vrste pustolovščina za nas, ker nikoli ne vemo, kaj nas bo doletelo. Sam nisem bil na otoku, sem se noter kopal v bazenu. A, ok, dobro. No, Mogoče ko mi... bilo pa premrzlo morje. Ja, mogoče je pa res, če si bil zdaj, a ne, s temi majskimi počitnicami, potem je res bilo še mogoče malo prehladno, a ne? Ja. Noter je Tu bilo imaš tudi mikrofon. malo prehladno, sam je bilo veliko. Ni pa bilo fejst hladno, a ne? Ja, mikrofon. Ja, 2 mikrofona imam, ja. Lahko bi imela 4, ker ste vi 4, ampak je en dovolj močen za 2, poglej. Ha? No, zakaj mene zanima, kako ste šli in s čim ste šli, oziroma če ste šli na otok? Ker me zanima, kaj vi počnete takrat, ko greste na kakšno potovanje. A se igrate kakšno igrico, recimo v avtu? Jaz sem šla zdaj sem šla tudi v Pariz. V Pariz si šla? Super, tudi je bilo neko potovanje pustolovščina, a ne? Jaz sem šel pa veliko kam. No, dajmo pa Nedžla povedala, kaj se ona igra, kadar potuje. Jaz sem se v avtu igrala z sestrico, da smo videli raziskovalki. Super. In tudi danes si bomo privoščili malo ustvarjanja na to temo, namreč igrali se bomo igro Ugani, kaj vidim. In to igro se lahko vi greste v avtu, kadar nekam potujete. Ali je to na otok, ali je pa tudi kar do babice ali pa dedka ali pa do teta ali strica, a ne? Kamorkoli gremo, da nam ni dolg čas, se lahko igramo kakšno igrico. Jaz pa sem zbrala skrivni otok zato, ker sem vam želela danes predstaviti tole zadevo. Kaj pa je to? Daljnogled. A je daljnogled? Joj, a ste si že kdaj naredili svoj daljnogled? Jaz sem si Wow! Ti si pa nisi, ti Vuk? Ja. Tudi, kaj pa ti, Nikola? Jaz A si ga že naredil sam?
Ne. Jaz sem Sam in tako igračo imam od mojega dedja, ko je že umrl. Potem imaš verjetno imajo dva tako dedija, poseben daljnogled, tako so jih imeli včasih, ta pravi. Sam bolj No, odlično, če si vi to niste naredili, si bomo pa danes namreč, ko gremo na skrivnostni otok prijateljstva, moramo najprej pogledati, kam bomo šli, kako daleč so vse stvari, moramo malo opazovati, a ne? Dobro, pol pa jaz predlagam, da najprej začnemo delati, pol se pa gremo igrco, a velja? Medtem vam bom pa jaz pokazala, kakšen je pravi daljnogled in kdaj je nastal in zakaj so ga včasih uporabljali, v redu? Moj dedek Ja. ga je včasih porabljal. Kaj pa je delal? Sem gledal. Sam gledal, opazoval. Ne vem, ker je to bilo... Kaj je že dolgo nazaj, a ne? Ja, pa ti Tako ni je uspel umrl. povedati, a ne? Torej, dragi prijatelji, kaj potrebujemo, da si lahko ustvarimo tak svoj daljnogled? Doma imate vsi toaletni papir, Jaz ga ko ostanejo rolice, jih prihranimo. Za takle, za obe oči potrebujete vsak 2 rolici, zato bom kar vam razdelila. Izvoli Nikola, izvoli Nežla, izvoli Vuk, takole. Potrebujemo vrvico, da si bomo lahko to dali na vrat. Pa se lejte. Ja, lahko vzamete lepilni trak, potem pa potrebujete malo kolaž papirja ali kakršenkoli drugi ostanek, ki ga imate doma. In jaz vam bom zdaj razdelila nekaj malega papirčkov. Kakšne barve bi želeli imeti? Lejte, takole bom razdelila po mizici, pa si bosta vidva sama vzela, če vama kaj odgovarja. A velja? Tukaj imate neke roza nalepkice, tule imate trakce, ene trakce, druge, še vama da malo rdečega, sama bosta povedala. Evo še malo vijoličnega. Svetlo modrega in temno modrega. Joj, svetlo modre zdaj tu ni, temno modra pa je. Jaz bi tudi rad imela tako. Tu, evo, dam pikice na eno stran, pa pikice na drugo stran, pa še če bi kdo rad malo zlatega. Zlate pa malo pikče. Ok, pa bomo dali takole. 1, 2, 3, 4, izvoli, pa boste malo ustvarjali. Tukaj imam pa tudi že vrvico, a ne? Ja, zdaj pa... Imamo več papirjev. Kako? To je še daljši daljnogled. Ja. Joj, jaz sem pa zdaj nekaj ugotovila. Prejle sem se tako odpravila zgoraj v studio pod Čopiče, ker je ena miška bila tukaj in mi ni pripravila čopičev. Ali pa jih je odnesla, ne vem. 4 čopiče potrebujemo, ker bomo uporabljali tole lepilo. Ne, tisti so pa malo preveliki, ali kaj vidiš, se ne vem. O, kaj pa vidiš, čakaj, z daljnogledom pogledam. Nič ne vidim čopičev, niso to čopiči, veš? O, niso. Skratka, torej, poleg lepila rabimo mi še čopiče, zato da bomo lahko to nanesli, pa bi prosila režijo, če mi to prinesejo. Mi pa lahko začnemo kar z delom. Najprej bomo z lepilnim trakom povezali oba tulca. Izvoli, pa vam bom jaz kar pomagala, takole vam bom v roko dala. Kaj je treba narediti? Oba tulca bomo zalepili. Predlagam, da si pomagate. Eden prime tulce skupaj, drugi pa jih zalepi. In imate timsko delo. Tako, ti Nikola boš njej držal, pol pa ona tebi. Primi tulce. Takole primi, na vsaki strani s prstki skupaj. Tako, evo, vidva tudi si pomagajta. Takole, izvolita, kdo bo komu držal najprej. Držim. Takole, si lepo pomagamo. Pa še na drugi strani, kar obrni tulce. Takole narediš najprej zgoraj, potem pa še spodaj. Pa držimo, ti pa salotepke, pa fajn čvrsto skupaj držite. Ja? Ja, Ja, zdaj pa obrnite, pa še zalepimo. Izvoli. hvala. Kdo bom še mene? Tebi bo pa Nežla držala, a ne? Si boste pomagala drug drugemu. Ja. Lahko bi seveda uporabili tudi spenjač, ampak če gre z lepilnim trakom, lahko kar s tem, zato da si ne bi slučajno kaj s prstki zgodilo, a ne? Čopiče sem dobila, super. Vidiš, koliko imam jaz prijazne tukaj sodelavce. Kaj pa bi zdaj? Odmeti. Aha,
takole, sej bo v redu, veš, ker boš potem nanizala gor še druge stvari, pa bo držalo, ja? Tako, še vama dvema dam iz ene strani in z druge. Ja, Vuk. Ja, bo Čakaj, šlo? da se ne bo tako zlepilo. Tako, zdaj pa kar obrni, pa dej na mizico, pa še z druge strani, pa mu kar pridrži. Izvoli. Jaz pa skočim po naše čopiče. Čakaj, kam že moram iti? Levo, kam moram iti? Levo ali desno? Naravnost. Naravnost, bom padla v jaka. Kam moram iti? Pa rabiš iti levo, pa pol do televizije. Levo. Tu? Ja. 1, 2. Kam pa zdaj? Zdaj naravnost. Naravnost, kaj pa zdaj? Zdaj greš. Levo. Ne. A tako? Zdaj do televizije. Jih že vidim. Takole. Hvala za pomoč. Zaletej, pravi Nikola. Lepilni trak imamo tukaj. Izvoli še enega. Eto, izvoli. Krasno. Zdaj pa najprej v roke škarice Čakaj, in si vzamete barvo papirja, s katero želite opremiti vaš daljnogled. Jaz bi Ja? s tem opremila. Kar tej. S čim? S pikicami. Ja. Ste videli, jaz sem si malo rumene dala, malo pikic, vi pa dejte, kar želite. Jem dala. Pa morate... Jem dala. Ja, lahko več, ampak morate pa malo pohiteti, ne, ker nismo cel sem dan že. tukaj, a ne, v studiu. Jaz Ja. rabim te Da bomo še danes imeli daljnoglede, drugače se ne bomo mogli igrati. modrega rabim. Modrega? Izvoli. Pa kar dejmo. Jaz vas bom pa vmes. To zalepla sem. V redu, ti kar. Izvoli, dobiš en čopič. Pa lepilo. Lepilo imata tukaj, lahko daš 2 čopiča noter. Izvoli, izvoli, kar dej noter čopiče. Lonček, pa še vidva dobita. Opala, vsak čopič takole. Ekola. Zdaj pa kar dejte, si bližje lonček. A ste si izbrala, kaj bosta nalepla? Jem A ti želiš tega To pa to, dobro. to. Kakšni bodo leto nastali naši daljnogledi? Bom malo pokukala od bližje. Jem dala tu gor. No, zdaj pa, ko vi delate, vam bom pa jaz povedala malo o tem, kako je nastal daljnogled. A vi veste, kdo je bil tale stric? Poglejte ga. Vuk, a ti veš, kdo je bil to? Kaj pa ti, Ničla? Pa vidva? Ne. Temu stricu je bilo ime Galileo Galilei. A ste že slišali kdaj za njega? Ne. Ma je zanimivo ime, a ne? Prvo in drugo zelo podobno. A ja. Skoraj čisto enako. A ja, ne tu. Zelo, zelo dolgo nazaj, okoli leta 1609. Joj, koliko je pa zdaj let? Koliko let imamo zdaj, ko štejemo po koledarju? Katerega leta smo zdaj? Katera letnica je zdaj? 2026. Peta. In 20. 1600, to je veliko let nazaj, a ne? Je pa tale gospod izumil teleskop. A vidite, to je malo drugače kot daljnogled. To je še bolj dolgo. Ja, taki dolgi je, tako kot Mojca tole mi približno, lahko a ne, ko imamo zdaj mi za igrati. Samo lahko ta pomagaš. 2, tako pa bolj dolgo. Samo na eno oko je lahko opazoval. Seveda, kaj bi pa imela? Tak zali. A je ne, to se na noter ne moreš zalepiti, lahko samo na vrhu, ne? Tako, pustiš malo, da se tam lepo posuši lepilo, pa bo potem držalo. Zdaj pa kar še drugo dej gor, kar želiš. No, Julija, bo kaj? Lahko greš okrog in okrog, poglej, kako sem jaz naredila. Vidiš? Lahko greš cel krog okrog, lahko samo polovičko. Takšne si naredite, kot vam všeč. Meni so Ja, tako všeč. in najprej je bil takle teleskop, potem pa so razvili daljnogled, ki pa je bil za obe očesi. In tukaj imamo enega takega, ki ste ga vi že tudi verjetno videli. Takole se lahko regulira, če imaš večji razmak med očmi, a ne? Takole. In če imaš večji razmak, raztegneš in pogledaš, kakšna lepa kamera je tamle.
Zdaj pa vidimo od blizu, kaj na njej piše. Zakaj uporabljamo daljnogled? Da lahko vidimo, Da lahko vidimo. Daleč? Ja, da vidimo tisto, kar je oddaljeno, bolj blizu. Kako pa to deluje? Kaj mislite, kako to deluje? Zakaj mi lahko vidimo tako blizu? Kaj je noter v tem daljnogledu? Nek čarovnik, ko nam kar približa predmete? Ne. Kaj pa? Kako je sestavljen? Sestavljen je, da ima tak dva krogca, pa Ja. tu ima eno malo, eno tak, ko se lahko poveča. Pa Poveča? Aha, to so pa tisti, ko jih takole sučeš, Baterije pa ima. lahko približaš. Baterije? Ne, nima baterij, ne rabi to. Veš, to nič ne rabi. Ima pa noter stekla leče. In ko stopi svetloba skozi to lečo, znotraj obrne sliko in na koncu, ko mi to vidimo, jo še obrne in poveča od 8 do 10 krat. Torej nekaj, kar je zelo majhno, potem postane zelo veliko. Kdo pa mislite, da je uporabljal včasih daljnoglede? Kar Julija, kar delaj ta čas, ko me poslušaš, velja, da nam ne bo potem časa zmanjkalo. Kdo vse je uporabljal oziroma še danes uporablja daljnoglede? Kaj mislite? A ste že slišali za mornarje? Jaz sem. Mornari jih uporabljajo. Ja, so jih in še danes A jih. ja, meni Kaj pa na skrivnostnem otoku? Gusarji. A so gusarji imeli daljnogled? Ja, jih še vedno imajo. Ja, zakaj so rabili daljnogled? Kaj so pa oni iskali? Gremo za klad. Ja, so iskali zaklad, če se kje kaj blešči, a ne? krasno. Da so videli dobro. Jaz imam pa tukaj, poglejte, kaj vlečem ven. Čisto pravi, težki, originalni daljnogled za obe oči. Poglejte, kako je velik. Še torbico ima zraven, ker ga je treba res čuvati. A si upate to poskusiti? To je prav težko. Poglej, kako je težek. So mogli biti kar močni tile naši mornari. In pa vojščaki, Ja, ker to tudi so vojaki so jih uporabljali in še danes jih. Rožice. Ja, tudi vojaki torej uporabljajo daljnoglede. Zakaj pa oni rabijo daljnogled? Zato, da vidijo, da če kdo meri v njega. Ja, tako, ali pa da vidijo, kam morajo iti, a ne? Kako se na blizu vidi? Kako se na blizu vidi? Zdaj moramo najprej takole skupaj dati, ker imate vi manjše oči. Takole. Jaz bi še probal. Jaz tu. To je pa, a veste kaj? Kaj? To je čist pobližano. To je zdaj čisto blizu, vidite to, naš Mojca. studio. Kar Mojca. poskusi pogledati. Ja. Bi lahko tu malo pomagaj. Kaj pa bi imela? A da to dol drži? Ja. Ja, potem pa moraš tukaj v kotičke malo nalepiti noter, še, oziroma namazati lepilo. Jaz lej. nič ne vidim. Tak, pa malo drži. A nič ne vidi. To je že dost. To je pa že mama dovolj. Pa še tule. Tako. Če pa slučajno ti kaj nagaja, pa vzameš lepilni trak, glej, pa te kotičke rajši takole kar prilepiš, poglej. Pa smo 1, 2, 3 rešili zadevo, si videla? Ja, hvala. Izvoli, previdno, ja? Mojca, Ja? jaz sem tule namazala, pa ne drži. Veste kaj, malo rabi, da se posuši, zato pa si lahko pomagate Jaz sem danes z tudi. lepilnim trakom. Meni tudi Pa nagaja takole mojca. zalepiš. Jaz še rabim malo. Jaz pa še na drugi strani. čist blizu. Ja, čist blizu. Zdaj poglej ti Nikola, če vidiš njegovo očko čisto blizu. A jo vidiš? Ja. Ker tale daljnogled je zdaj naravnan na res približano. Kot da bi stvar. sedel tukaj na Kot da bi tam pri tebi sedel na mizi, vidiš, kako veš, pobliža. Ja, kar previdno, ja? Kar poskusite vsi. Izvoli, če še kdo rabi. Še na tej strani, le. Tako. Ja, krasno. Op, evo ga. Takole. Tule ti bom še mečkem pomagala. Izvoli Ti je mojca. malo šlo lepilo. Evo, izvoli. Hvala. Tako. Torej, uporabljali so ga, kaj smo rekli, kdo vse uporablja? Mornari, pa kdo še smo Vojaki. rekli? Vojaki. Kdo pa še lahko ima takle daljnogled? Ste bili kdaj na kakšni jasi v gozdu? Zraven gozda. Jaz sem Na jasici. Lovci, bravo. Zakaj pa lovci rabijo to?
Da vidijo, kakšne živali. Da vidijo, da opazujejo živali. Katere živali bi pa vi? nekateri ubijajo. Ja, če so kakšne bolane živali, a ne? Ja. Da ne še ostale zbudi. Katere živali bi vi opazovali, če bi bili lovci? Jaz bi opazovala srne. Srne, so ti všeč? Jaz bi Ko sem zadnjič bila na jezeri, sem videla srne, pa so mi bile tako všeč, da sem hotela ena jahati. O, res? Samo se ne pustijo, ne, kar zbežijo, Ja, jaz ker so take plahe. Jaz, ko sem se pelal, dedil pa babi, sem videl srno na cesti. Ja. Torej, zakaj pa ne opazujemo mi srnice kar od blizu? Ravno zaradi tega, ker je plaha in nam vedno zbeži, a ne? In tako so tudi druge živali, recimo ptičke je zelo težko proučevati in opazovati, ker nam vedno pobegnejo. Ti kar dej? A boš na katero stran boš dala? Kak je moj. Wow, Jaz bi pa dala super. tako. Odlično, kam boš dala? Vmes. Super, zdaj smo pa že skoraj gotovi, zdaj še pa sam vrvico damo gor, pa je, a ne? Na drugi strani. A še na drugi strani, izvoli. Kar dejte. Še imamo minutko, dve, Jaz bi tudi na potem pa bomo dali vrvice noter in se bomo začeli lahko igrati igro. A prav? Ja. Ja. Bomo zdaj, a ste vsi poskusili tale daljnogled? Ja. Ste? Dobro, potem ga bom jaz rajši pospravila. moram več, ker bi bil cel umazan. A bi bil odlepila, pol pa res rajši ne, a ne? Ga bomo kar pospravili. Tole je res težka zadeva. Takole, to pospravimo skrbno, da bo vse tako, kot mora biti. Kajti te zadeve tudi niso tako poceni, to so zelo drage stvari, a ne? In jih je treba čuvati. Te leče in stekla je treba čuvati, da se ne strejo. Ja, Ja, ker potem daljnogled ni več uporaben, a ne? ja. Zato pa je tako težek, ker ima okoli material, ki to tako fajn zaščiti. Zelo lepo si naredil. Nič hudega, kar dega stran pa novega vzami. Evo. Jaka ima tudi en daljnogled pri sebi, a sicer za eno oko, a ne, takole bo lepo se potrudil na eno oko in bo šel z nami na igro. Tako. Eto. Če pa je že kdo gotov, pa naj pove, da mu jaz kar dam vrvico. A znate vezati? Jaz ne znam. Jaz ne znam. Ok, dobro, pol pa to pomeni, da vam jaz pomagam, a ne? Koliko vas je? 4. 4 vrvice, takole. Ja, malo manj. Joj, a veste, da se še nekje uporabljajo daljnogledi? Kdo ugane, kdo še lahko uporablja daljnoglede? Pa kje? Ljudi. Ja, ljudje, seveda, tako. Kje pa? A ste že bili na kakšni športni igri? Jaz sem. Pa ste sedeli daleč, pa bi vam prišel prav daljnogled, če bi ga imeli. Jaz sem. Recimo na kakih konjskih dirkah. Jaz sem bila na konjskih dirkah. A res si bila? Na jezeru. No, vidiš, a si imela daljnogled s seboj? Ja. Ja, bravo. Samo modrega sem imela. Modrega. Ja, kaj pa nisi prej že povedala? Si pozabila, ne da? Ja. Torej, na športnih igrah tudi imamo lahko daljnogleda, lažje vidimo, kaj se dogaja v daljavi. Ste že videli kdaj golf? Jaz sem. Ste spremljali kdaj golf? Jaz sem. Jaj, ko gledalci gledamo tisto žogo, ko leti tako daleč, a ne? Pa moj avto. Pa taka majhna je, da sploh ne vemo, kam je padla, nam pa daljnogled res prav pride, a ne? Ja. Ja. Glej, Pa še mojemu avto je jaz sem ime že. A tvojemu avtu je ime golf, vidiš? Jaz sem že. Odlično. Super, a ti lahko naredim luknjice? Ja. še Tole? gor. A znamka golf. Ja, znamka golf je, ja. Tako, zdaj pa domače imate luknjač, ki seže takole noter, a ne, tukaj le spredaj, lahko z luknjačem naredite luknjico, lahko vzamete, pa to pomagate starši, a ne, tako da otroci ne sami pika, da se ne bi v prstka pičli. Pomagaš, da en trakec. Kar enega vsi vzami, veš, tukaj jih je veliko, le, enega daš stran, pa je to. Poglej. A boš vzela tega, ko sem ga že pripravila. Tako. Skratka, pomagajte jim starši, a ne? Jaz bi tudi en trakec. Dobiš. Moj otac je enkrat dal spenjač osponko v prst. Ja, kar nevarne so te stvari, a ne? Moramo biti že res malo starejši, da smo vešči,
da tudi, če se nam kaj zgodi, da pol ne kričimo, a ne? Ja, pa ne. A ja, ti jokal. Ni, ne, je bil pogumen. bi tole. Tako da luknjice ali z luknjačem ali z svinčnikom, ki ima malo večjo koničko, bolj špičasto koničko, lahko samo takole tudi napravite luknjico ali pa s škarjami. Že sem gotova. Skratka, vse je možno. Zdaj pa ti meni Če ne povej, drugi ali strani. znaš vezati ali ti jaz zavežem? Ti zaveš. Jaz zavežem. Lahko pa uporabite tudi spenjač. Zdaj, ko vam jaz pomagam, vam lahko pomagam tudi z spenjačem. In nadanete vrvico. Jaz bi še Ja. tole. Še trakca bi dal gor. Jaz bi tu. Lahko, samo zdaj počakaj, da ti tole Imam dokončam. dala dva. Kako se ga pa da? Trakec boš pa zalepla tudi. Imam Se pa ga da dala. stran. Enega kar potegneš, ker se drži tako za Joj. čisto minimalno lepila se skupaj drži, veš? Tako da ni težko dati narazen. Ja, ni. Tako. Pa smo. Ali boste pa v vrtcu tudi lahko naredili, lahko bi čisto vsi imeli, vsak svoj A daljnogled. tudi nesemo domov. Tu Ja, seveda, od domov boste A vnesli. ja. Izvoli, Nikola. Kam dan trake. Vse, kar tukaj izdelate, otroci, odnesete domov. Ste gotovi? A Jaz lahko sem- mi dve že narediva? jaz sem že. Ja? Ti lahko dam vrvico gor? Ja. Ali boš sama zavezala? Ne znam. Ne znaš? Dobro, pa bomo pa kar s penjačem zdaj pripele. In Takole. en trakec. A veste vi, da se Evo, še nekje izvoli. lahko uporabi daljnogled? Jaz rabim rdečo barvo. Kdo ugane, kar vzami si, zberi. Če želimo. Kdo ugane, kje vse se še lahko uporabi daljnogled? Kaj smo zdaj vse našteli? Če Ha? nam je predaleč, lahko vzamemo daljnogled, pa tam vidijo, kaj je tam. Ja, torej kjerkoli, a ne? Jaz sem ga na Ampak, otok vzela. ok, kaj pa, da vam malo pomagam. Ali ste že bili v gledališču? Ja, Da, smo bili. Danes ste bili v gledališču. Ja, Gledali smo res? predstavo Mojco po to krajculjo, pa risali Pa v danes so zvezke. pa same Mojce. Vila Mojca, jaz sem Mojca, Mojca pokrajculja, kaj pa je to danes, da smo Mojce tako... Ja, da smo Mojce tako popularne. Ha? Moja Čigav je teta ta? je Še v zvezke A smo, kaj si želel? pa še v zvezke smo risali. Da si gotov, si hotel povedati. Pa še v zvezke smo risali Mojca po krajculju. Super. Potem pa si nadani svoj daljnogled, hitro naredimo še tebi. Pa še vuku. No, hotela sem pa povedati, Wow. da tudi v gledališču lahko uporabimo daljnogled. kamera. Ampak tisti daljnogledi so pa malo drugačni, so pa taki lepi. Ste jih že videli kdaj? Vam bom jaz pokazala, imam eno sliko pripravljena, ker takšnega daljnogleda nisem mogla dobiti. Ampak poglejte, kak je ta. Ta se pa drži v eni roki. Poglej. V roki ga držiš in takole gledaš predstavo. Če ne vidiš dobro, če sediš visoko gor na balkonu, pa je daleč stran odra, ne? Potem pa si lahko takle daljnogled vzamemo. Vuk, si videl? Ja? A si videla? Ja. Aha, To ima takšen je eni- torej. To V imajo eni, gledališču. ko ne rabijo tako držati, ampak Ja. ga tako držijo. Zato je tako malo bolj lep, malo bolj eleganten za ogledališče, a ne? Ja, malo bolj primeren. Tako, jaz mislim, da smo zdaj vsi gotovi, da imamo svoje daljnoglede. Anče ni To se mi ne prime. Pridi, Lahko si pa vzameš dej mi trak. sem, ti bom pomagala, pa bova na hitro prilepila Se s lahko si lepilnim to trakom. a velja? vzameš, Vuk. Se si lahko to vzameš, kjero barvo bi. Lahko še potem doma sami nadaljujete, a velja. Dejma midva zdaj končati, bova dala gor vrvico, imam ful ker drugače nam bo časa zmanjkalo. Za igro. Ja, Vuk, takoj, ko bomo zdaj konec, ker je še zelo malo časa, Se si boš pa lepi. šel ti rokice umita, velja? jaz. Saj se bo, saj se bo posušilo. Seveda, vse lepilo se vam bo Jaz zdaj tudi bom posušilo, šla tako da lulat boste pol. lahko vse eno se Mi igrali. Zilijo bomo šle pa lulat. Obe je pritisnilo na stranišče, ha? Takole.
Nadenimo si torej naše, opala, je ušlo, Ej, že daljnoglede. Ja, zdaj se bomo šli igro. Pa da povem, kako se ta igra igra. Jaz bom najprej povedala, kaj vidim. Opisala bom ali s kakšno barvo, ali s tem, kako je to veliko, ali s tem, kje se nahaja. Vi pa boste poskušali ugotoviti, kaj vidim. A prav? Mi lahko malo to odrežeš. Ja, izvoli. Bova potem to, a velja. Dajmo zdaj pohiteti, ker nam res zmanjkuje časa. Torej, igrajmo se igro, kaj vidiš. Potem pa potujemo na skrivnostni otok prijateljstva. V redu? Gremo. Najprej idemo vsi daljnoglede gor. Malo pogledamo po našem studiu, levo, desno, kar celega si oglejte. Gor in dol in vuk. Dajmo, 3, 4. Pogledamo malo po zadaj, pa malo okrog. Zdaj bom pa jaz povedala, kaj sem videla, vi mi boste pa povedali. Vidim nekaj sivega. Kaj je to? Hitro pogledajte po studiu. Kaj je sivega v studiu? Uno, ko se blešči. Ne. Še gledajte, malo se nazaj ozrite. Še. Od miška. Mišja ušesa, bravo, Nedžla, 5. Gremo naprej. Kaj vidim? Vidim nekaj pisanega. Tole v zadje. Ne. Je majhno. Rožice. Ne. Lahko damo nekaj notri. Hitro, gledajte malo, malo po tleh, malo pa. Vazice. Niso tiste vazice, si pa zelo blizu. Je bele barve in na njem so pisani krogci. Ja, dajte daljnogled, pa poglejte od blizu. Malo še gor, pa malo na tla. Kamera. Ne. Žoga. Ne opazujete dovolj dobro. Nikola, malo dol poglej. Pa ne tam. Bele barve, na njem so pisani krogci v obliki jajčk. Tisti kozarec. Lonček! A ga vidimo, lončka? Kje je lonček? Tukaj le je lonček, ga bomo pokazali. A je bil pa pisani krogcev oziroma jajčk? Ja. Gremo še eno, lahko pogledamo. Kaj jaz vidim? Ne drži. Eno še jaz povem, kaj ti ne drži? Ne drži. Ja, si bil, kar pusti, vse se bo posušilo, pusti. Še eno stvar najdem jaz, pol pa ste vi na vrsti. Je kosmato. Medvedova glava. Ne, in je majhno. In ima mašnico. Španga. Ne, ja pa dajte pogledati, kje pa je španga? Dugo je naredila. A ja ne, a je kosmata? Je kosmato, majhno, ima mašnico, je zelo cartkano, tako za stiskati. Medvedek. Bravo, medvedka, 5 je to. A ne, Jaka? Zdaj pa veš kaj? Nedžla, zdaj pa ti najdi en predmet, oziroma ti bom jaz povedala, kater predmet boš ti zdaj opisala. A velja? Ne poslušati, zaprite si ušesa. Zdaj pa ti to opiši tako, da ne bodo vedeli takoj, kaj ti gledaš. Kakšne barve je, kaj je, zakaj se uporablja. Nekaj, ko se da na glavo. A lahko se tudi da kam drugam mogoče? Še, opisuj. Ja, lahko se naredi šopek. Rožice. Kje pa so te rožice? Tam. Na Jakovi glavi. Ale? Ja, super. Nikola, zdaj boš pa še ti nekaj opisal. A prav? Zaprla si vam uši. Zaprite oči, zamežite, vsi zamežite, zaprite ušesa, nič kukat. Še zaprite oči. Ok, zdaj pa poglejte, zdaj vam bo pa Nikola opisal, vi pa daljnoglede v roke.
Na oči. Nikola, kaj si ti videl? Nekaj zlatega. Kaj je zlatega? Dajmo pogledat po studiu. Una zlata čaška. Lonček, a ga vidite? Ja. tam. Vuk, a ti vidiš lončka zlatega? Ja, tam je. Ja, bravo. Vuk, a boš še ti nekaj opisal? Pa še jaz. V redu. Zaprimo si ušaj. Ja, zaprite oči in vse. Hitro, opiši. Naši gledati. Neki zarezat. Škarje. Ja, bravo. Evo, Julija, zdaj še pa ti. Zaprite si ušesa. Zaprite si ušesa, zaprite oči. Zdaj pa Julija opisuje. Neki gar pojes. Mikrofon. Mikrofon. Ja, bravo. 2 mikrofona. En je še brnil, pa črni. Super. Evo, vse smo ugotovili. Skratka, dragi prijatelji, ko se odpravite na kakšen izlet, potovanje, se lahko igrate v avtu to igrico s celo družino, pa vam ne bo dolg čas, a ni fajn? Mi pa zdajle potujemo na skrivnostni otok prijateljstva, saj je s prijatelji potovanje vedno najlepše in zabavno, včasih tudi skrivnostno, a ne? Ja. Tako, naša oddaja se je stekla k koncu, povabilo pa še, da si ogledate videospot z naslovom Skrivnostni otok prijateljstva. 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček pošljemo. Poljubček za lahko noč dobiš. Čau. Čau. Jadrajo ladje, se veter lovi, daljavi otok prijateljstva žari. Mavrične ribe in pesek je zlat, tu vsak je sprejet, tu vsak ima se rad. Roke podam in srce odprem, s prijatelji skupaj čez morje grem. Skrivni otok me zdaj objema, lala mi šepne, tu se sreča zajema. Skupaj smejimo, ples in pesem v srcu gradimo. Vsak je drugačen, pa vendar enak, prijateljstvo vedno najde korak. Roke podam in srce odprem, s prijatelji skupaj čez morje grem. Skrivni otok me zdaj objema, lala mi šepne, tu se sreča zajema. Roke podam in srce odprem, s prijatelji skupaj čez morje grem. Skrivni otok me zdaj objema, lala mi šepne, tu se sreča zajema.